Študentje s slabšim sluhom se med študijem soočajo s precej večjimi izzivi kot slišeči. Zato potrebujejo različne prilagoditve, ki jim omogočajo enakovredno vključevanje v študijski proces. Veronika Štokelj je študentka s polževim vsadkom na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani. Kot gluha študentka in študentka z epilepsijo se vsak dan sooča s številnimi izzivi. Kot gluha študentka sicer imam tudi odločbo in imam zagotovljeno, da imam podaljšan čas pri pisanju predmetov in še veliko stvari. Sama ne morem poslušati predavanj in si delati še kvalitetnih zapiskov. Velikokrat sem odvisna od dobre volje sošolcev. Lani sem našla eno tako zelo pridno študentko, ki mi pomaga z zapiski. Zaradi epilepsije včasih, ko me prime tudi ponavejo, kaj moram narediti. Sem dobila še 2 kontakta od študentk iz višjih letnikov, prav dve mi še malo pomagajo z informacijami, zapiski. Na začetku šolskega leta pristopim k vsakemu profesorju na koncu predavanja in razložim mojo situacijo. In povem kaj so moje težave in kaj mi oni predlagajo, s kje naj se učim. Predlagajo mogoče na koga se lahko obrnem in tako naprej. Veronika ima odločbo za študente s posebnimi potrebami, glede na katero ji večina upošteva le podaljšan čas pisanja. A ker sama ne more delati kakovostnih zapiskov in hkrati slediti predavanjem, se je po pomoč obrnila na Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije. Na Fakulteti za javno upravo smo izvedli izobraževanje o komunikacijskih ovirah oseb z izgubo sluha. Namreč to fakulteto obiskuje tudi študentka, ki se sooča z izgubo sluha in se je pred kratkim obrnila na nas za pomoč pri tem, da izobrazimo profesorje o tem, kakšnimi ovirami se pravzaprav študentka srečuje. Veseli nas, da je fakulteta prepoznala potrebo po tem, da se profesore izobražuje na tem področju in upamo, da se bo v praksi tudi pozitivne posledice tega izobraževanja v kratkem tudi pokazale. Skupaj s študentko smo ugotovili, da je tehnologija res že napredovala, da si lahko pomaga z določenimi pripomočki, za katere ni vedela. Eden izmed takih je v bistvu mikrofonski sistem, ki omogoča tudi predvajanje podnapisov in to je študentka tudi v praksi preizkusila in bila s temi podnapisi zelo zadovoljna. Na Veronikino željo je Anita Kastelic, specialistka klinične logopedije na Kliniki za URL in CFK v Ljubljani, podrobno predstavila delovanje polževega vsadka. V starosti 1 leta je dobila polžev vsadek in od takrat hodi na te redne prilagoditve govornih procesorjev. V bistvu vsakih 5 let, ko dobi novega, pride k nam na umerjanje oziroma tudi vmes, če je kakšna težava. Že v 2. letniku je izrazila željo mogoče, da bi tukaj malo bolj predstavili ta polžev vsadek. Včasih otroci s polževim vsadkom, sploh te, ki se potem grejo res v slišeče okolje in se znajdejo med slišečo populacijo, da mogoče mislijo, da so kakšne dileme, da nekdo ne razume, da ne ve točno, kaj to on ima. Me je prosila, da predstavim iz našega vidika, kaj je to polžev vsadek in ta njen pripomoček. Na upravni fakulteti si prizadevajo prisluhniti izzivom gluhih in naglušnih študentov ter jim omogočiti čim bolj vključujoče študijsko okolje. Na delavnicah so pridobili znanja o polževem vsadku, zakonodaji, tehničnih pripomočkih, kot so sistemi FM, ter nasvete za boljšo vključenost. Kljub tehnični podpori pa študentje z izgubo sluha pogosto doživljajo še dodaten stres, zadrego, depresijo, občutek manj vrednosti in socialno izolacijo. Fakulteta se zaveda, da so za te študente zato dodatne prilagoditve. Najprej treba povedati, da prilagajamo zadeve najprej seveda glede na pravilnik univerze, pravilnik fakultete, to mora biti usklajen. Točno na tiste zadeve, ki jih dejansko zaprosijo študenti. To je en tak generalni obrazec, gre na komisijo. Komisija potem o tem razpravlja, seveda tudi na mojo pobudo.
ampak zadeva je z procesnega vidika zelo fiksirana, ne. Te prilagoditve so pa lahko zelo široke, podaljšan čas pisanja izpita, tudi izpiti v nekem izoliranem prostoru brez hrupa. Zdaj, pa glede na specifične okoliščine študenta, potem je individualna obravnava, jaz z njim tudi naredim posebej intervju. Let nazaj, ko sem predaval v razredu, je bila ena študentka prvega letnika, mislim tudi naglušna. Takrat sem nosil poseben mikrofon, da me lažje slišim. Prilagoditve so pa spet generalne, se pravi lahko specifičen način pisanja, lahko so prilagojene naloge včasih v kontekstu, v dogovarjanju z posameznim izvajalcem predmeta, ne. V določenih primerih, ko imaš individualno konzultacijo s takimi študenti, treba bolj paziti na počasni govor, mogoče kakšne zadeve še bolj posebej pojasniti. Navzoči profesorji so na delavnicah izpostavili še nekaj izzivov v povezavi z gluhoto in naglušnostjo, med drugim zagotavljanje pravičnega ocenjevanja ter raziskovanje možnosti uporabe tehničnih pripomočkov. Veronikina želja in želja profesorjev je skupna, uspešno zaključen študij. Prav zato si vsi skupaj prizadevajo premagati čim več ovir.